Kaj storiti s 30k fiat sredstev, ki izgubljajo vrednost, kupno moč, moja bližnja prihodnost pa je negotova. Verjetno bom šel sam v najemniško garsonjero, ensobni flat. 30k je lahko le dobra osnova za predložitev deleža pri sklepanju pogodbe za kredit. In zdaj vprašanje je, kaj storiti s 30k fiat? Koliko je on star? 20? 25. A 25. Smo že kar nekaj keša. To že skoraj kam je. Ja, jaz sem mu hotel reči, jaz, ko sem bil 25, sem imel net worth, sem veš, koliko to je bilo leto 2015. Se pogledal v razpredelnico. Ja, se vem, se bom spomnil. Sem imel net worth 8,000 evrov. 8,000. Ampak to ne v kešu, ne ljudje razumejo. To, ki si ti imel vseh assetov, pa vseh, laptop, ne, to dajmo reči. Auto. A cash? Ne. Avto sploh nisem imel takrat svojega. To je večinoma bil cash, likvidna sredstva. Likvidna sredstva, ja. Tako da to ni slabo. To je za 25 je to ful. Ne, ful, mislim, on ima ful velik casha, pa ful maja cashflowa. Mali cashflow ima, Ja. Majhno plačano. Tako da to je podedvan cash, dobljen cash, ki uspeh je v lifeu cashflow dobiti. Ja. No, ampak ja, ful dobro. Ja, zdaj, jaz imam tukaj tak nekonvencionalno strategijo, sploh za ta leta velik risk, ne, sprav, to bi jaz, to more biti. Ne, to ne, ampak more biti, mislim, da najslabša možnost bi bila, kredit za flat in dam še teh 30, ki imam v neko nepremičnino. Poznam slabše opcije. Ja. Avto, recimo. Poznam še slabše opcije. To je avto za 30k, ko imaš 30k, je med slabšimi. Mislim, imam še slabše. Recimo. Ja, folk ima 10k, pa zabije 10k v eni noči, ki se pač gleda ven. Ja, dobro. Okay, lahko tudi za kurem cash. No, se, ja. Pa to je boljš bi bilo za kurt cash. Kako snifate, recimo? Sam lahko imaš pa epic night out. Mislim, jaz bi rekel 2/3 tega kripto. Bitcoin ali kaj manjšega? Kakšne alternativne je? 50, ali pa tako rečemo, bi razdelil na 3 dele. Bitcoin, Ether, Solana. To je nek tak riski portfolio. Mislim, od vsega, kar ima na voljo za investirati tega cache, je to riski, zelo riski, ampak mislim, da je upside daleč. Ne pa v kak indeks sklad. Ne. Ti? Kar izvoli. Ne, jaz bi rekel, stari cashflow si dvignem. Ja, to je brez veze, teh 30 ljudi. To itak. In zdaj, to bi bil tudi moj odgovor. Se strinjam drugače. Jaz teh 30k, mislim, jaz bi to spendil pri teh letih za dviganje svojih skillsov. Ja, se strinjam. Se pravi, kaj bi jaz naredil, pa zdaj to nepoznavanje njegove osebnosti, ciljev, karkoli, ampak jaz govorim za sebe. Jaz bi si vzel 2 leti in naredil plan, kako bi si dvignil cash flow, se pravi, kjere skillse bi negoval, pa pridobil. In ta cash spendu za to, da se preživljam, pa da investiram v svoje izobraževanje. Yeah. In šel bi delati nekam za ston, magar za 2 leti, ta cash ti pomaga, in s tem bi si drastično dvignil cash flow in večjo finančno sigurnost, kar njega v bistvu teži. Ne? In jaz to vedno rečem, da imeti cash ni nobena varnost. Ko folk skozi govori varnost, finančna varnost. To, da imaš ti full cash ali pa da sediš na flatu, to ni nobena varnost. Varnost je skillsi, ki ti omogočajo, da kadarkoli zaslužiš cash. To je največja varnost. Dobro, 10 milijonov na računu prinese. Stari, ti imaš primere in primere, folk je loto zadev.
primere, ki nimajo skillsov, znanja upravljati cashom in bankrotirajo. Ja, To ti nič ne pomaga. Samo če si full folka, ki so hudi akademiki, s hudimi skillsi, sam ne skillsi služenjem keša. Ne. Ko rečem skillse, rečem hudi skillsi, ki se mapirajo na trg, valjda. Ja. Valjda. To, kar rečem skills, mislim to. Ne mislim brezvezni skillsi. Jaz ne vem, če je to moja izbira, bi pa dal kot opcijo, kot tleš na meni rekel, nič od tega investirati, ker je premalo keša. Tle se splača investirati toliko malo keša, če ti misliš narediti recimo 3x, da boš imel vsaj 100 jurjev. 3x verjetno ne boš naredil. Ne, lahko narediš, samo imaš še risk visok. To je pač neki startup. Zato sem rekel, verjetno ga ne boš naredil. Ja, ok. Mislim, najboljši investitor tega sveta ga nikoli ne naredijo. Ok, si sicer z večjim cashom, z več kapitalom, ampak vse en. Tako je 3x statistično, no, nima šanse, da ga narediš. To pomeni iz 30... Jaz se ne bi strinjal. Že z Bitcoinom boš naredil 10-20x. Ja, 10x lahko narediš zmeraj, samo v koliko času. A ne, če daš 1%, boš tudi enkrat prišel na 10%. To je res, ja, moramo še časovno komponento dati noter, ampak sej tudi če startup, to govorimo o 5 letih recimo, ne. Če zadeneš, a ne. Ok, narediš 10x, je 300 čukov, zato je porabo 20 let. Za 300 čukov bo on spet imel samo za depozit za flat takrat v Ljubljani. Cashflow imaš pa vedno slab. Tudi v najboljšem primeru 10x je še vedno v precej slabi finančni situaciji. Tako da jaz bi ponudil eno opcijo, noče tega investirati. Ta cash imaš glih dovolj, da si pokrijaš nekaj časa najemnino in ta čas ugotov, kako boš povečal svoj cashflow. Ja, to je isto, kar sem jaz rekel, ampak odvisno je, kakšen mindset ima on zdaj, ne? Če bo sposoben tega stresa. Ja, stres je to, da imaš vse, kar imaš, je ta cash, ful si navezan na njega in ti ga porabljaš. In zdaj imaš pressure na sebi, da moraš v teh 2 letih, ki porabljaš cash, ne imaš nek burn-rate, dobiti skillse, ki boš poletel s tem. Ja, to ene uniči ta pressure. Ne, to je res, ampak če te uniči to, te bo tudi to uničilo, ko bo Bitcoin dropnil za 25% v enem dnevu. Tako da, a veš, ta oseba fejla v vsakem primeru, ker ne bo pol, a veš, tako da... Ja, jaz mislim celo tako, da teh 30 jurjev boljš bi bilo, da jih jaz ne bi imel takrat. Pri 25, ker delaš drugačne odločitve, ki so boljše. Ali pa naj gre v kazino, pa staviš na rdečo. To je najboljše. To je najboljše. Ampak ne vem, zakaj je zmeri rdeča, doben na črno ne stavi. Kaj je crvena zvezda? Se to ti. A je sploh kakšna druga barva? Ja, in kaj pa v 60 naredim, še enkrat piše, kaj tam 60? A veš, ne reš ti nič, ne reš. Doubling ti nič ne reš. Skillsi te rešijo. Ne, enkrat prideš na nivo, kjer res lahko, mislim, daš v index fund, pa živiš od tega. Ne, nič ti to ne reš. Zato, ker ti veš, da imaš v index fundu lokan full casha, dobivaš pa full manj. In to te sjebe mentalno, ker ti misliš, da bi mogel živeti po full večjih zmožnostih. Mislim, full več lifestyle bi mogel imeti boljši. A si vi predstavljate, kako je težko? Koliko dobiš ven? 5% recimo na let? 7. Ja. Ok. Koliko moraš imeti? Se pravi, koliko moraš imeti keša, da živiš, da imaš poprečno plačo? Kaj je poprečna Jurija? Jurija 100 recimo. Ali pa Jurija, da poenostavimo. Kaj je, par mijo to? Ne, če imaš 1 milijon, imaš 70 tisoč, če je 7%. Na leto, deljeno 12, ne? Je to koliko? To je ful velika plača za Slovenijo. Imaš bruto 70 jurjev. Ja. Točno, z milijonom. A ja, ne, sem ti moš šteti inflacijo? Ja, seveda. To je foda, ti moš inflacijo šteti. Sam inflacija je že noter v teh 7%. Inflacije noben ne zna zračunati. Ne, ok, zdaj ne znam zračunati. Za prejšnji, če greš zdaj za zadnjih 10 let, zračunati inflacijo, ugotoviš ti, kaj da priješ na cca 4%. To je bullshit.
V zadnjih 20 letih. Ne ve se, stari. Ja, Ne ve se. To so to je zdaj, zdaj kompleksna debata za na koncu. to so zdaj čisto nove. Okay, ampak ja, od zdaj naprej so nove, ampak za zadnjih 20 let vemo, da par procentov je. A veš, kaj pred 20 leti, kakšen je bil live, kakšne dobrine si ti kupoval, je neprimerljivo s tem, kakšne imaš danes. Ja, to je Stvari res, to je res. Tako da, veš, ne veš, kaj boš imel čez 20 let. Ne? Javno, številka, ki smo javno sprejeli, je, da par posto je bila v povprečju inflacija v zadnjih desetletjih. Dva, pa recimo vse, ti šteješ, da max 4 bode, a ne? Pa recimo, ja, on average, pa mislim, da je bila CC2. Ja, tri, to je tri. košarica dobrin, ja. To ni realna inflacija. Ok, no, ampak dajmo mi Ampak reči, ti, ti, ki moraš, a veš, ti, ki gledaš, ti moraš gledati, kaj ti spendaš, a ne? Kaj ti kupuješ? Če ti kupuješ flat, inflacija ni 2%. Ja, ampak ker se zato ti Inflacija je od 10, average 20. gledaš, zdaj se o average pogovarjamo. To pomeni, med 2 pa 4% bo on average 2-3, dajmo reči konzervativno 4, to pomeni, če delaš 7% donosa, ti ostane 3%, a ne? Ja. To pomeni, narediš na 1 30 čukov. Ja. Tako lahko rečemo. To bolj. pomeni, da rabiš 2 milijona, da delaš 6 čukov, kaj imaš pa do za life v Sloveniji. Pa se tudi 30 je večina ljudi, folka živi, z 20 živijo folk. Jani v svojem bablu. Ja, čuka na mesec je 12 evrov na let. Kaj da? Čuka na mesec je 12 evrov na let. Ja. Se pravi, rečemo 20, a ne, Jurjev je dobra plača. Ja. Tako da, Na let, tako da 20 evrov na let. 30 za 30 Jaz sem 30 je full avtomatsko dobro. računal, da je to Ljubljana, pa sem malo dvignil Vem, standard. ampak tudi pa- v Ljubljani, lej, Je 30 average verjetno 2 jurjev. Julija. Julija 800. Ja, mogoče tako. Ja. Ajde, Julija 800, ja, ok. Zdaj pa ti imaš To meni smo 2 na- jurja na mesec, recimo, Ja. tam imaš pa mijo. A ne? Zdaj v kakšnih krogih se ti gibaš, je ful pomembno. A si ti sposoben to držati dol svoje apetite, glede lifestyla. To sem sam hotel povedati. In jaz mislim, da večina ljudi ni sposobna tega. Da ima lokan mijo, pa živi poprečen life. No, sam on ga zdaj živi. On ima 30 čukov, pa ne zgleda potem, da ima lifestyle za mladega fanta s 30 čuki na računu. Pa sej 30 jurjev je čist neki drugega kamijo. Ampak ja, ok. To se zavedaš, da kupaš avto, Se strinjam. nov Clio, 10 jurjev ti ostane. Ampak za polno ja. Ja, spolno, ok, ampak kva pa si naredil, nič nisi naredil. Ja. Nič.